December je mesec, ki bo zaključil leto, ki je vsekakor bilo nepredvidljivo, predvsem to, zelo nepredvidljivo. In da so Kristi in Mihael Žmahar. In tokrat sem se odločila, da združva moči, zato da vam pomagava, da gremo vsi skupaj v leto 2022, vsekakor, vsaj midva tako upava, če bomo združili moči v drugačne energije, v bolj suverene energije in predvsem v bolj pozitivne energije. In sprašvala so se, kako lahko pomagava midva, kako lahko ponudva ljudem nekaj, da se naravnajo nazaj nase, predvsem pa na vero in upanje. In mislim, da sem našla eno čudovito stvar. In zdaj bi jo bi definitivno jo zdaj rada predstavila in vas vse skupaj povabila na najine 4 svete večere. Sveti večeri so nekaj, kar sploh nismo planirali, ampak nekega večera vleti dol iz vesolja informacija in vodniki rečejo, na zemlji rabite začeti delati svete večere. Sveti večeri so en dogodek, meditacijsko, obredni, manifestacijski dogodek, kakršnega nismo naredili še nikoli. In v njem bomo združili moči in poteka na zelo edinstven način, zaradi tega, ker bova oba tokrat vodila meditacije. In najprej, naprimer, 4 sveti večeri so, prvi sveti večer bo najprej začela prvo meditacijo voditi Kristi in v njej vas bo peljala čez en močen čistilni proces, kjer boste ovrgli blokade, bolečine, vse, kar vas zaustavlja. Potem pa poslušajte, dobili boste eno orodje ob prijavi na dogodek, boste dobili orodje, katerega boste doma izpolnili z navodili, ki vam jih bomo dala med pauzo. In to posebno obredno orodje boste potem uporabili v drugi iniciaciji, ki bom povedal jaz. In bomo šli kar naprej s tem orodjem graditi manifestacijsko energijo in tam boste dobili napotke, kako to orodje potem uporabiti v svojem življenju, v vsakodnevnem dnevu. Tako da to je manifestacijski večer, obredni večer, meditacijski večer, niti ne moramo dati v eno besedo, kaj ta večer je, in zgodili se bojo 4. To se pravi, prvi večer, sveti večer, je večer angelske votline. Drugi sveti večer je večer modrih snežink. Tretji sveti večer je večer padajočih utrinkov. In četrti sveti večer je večer zlate skrinje. In na čisto vsakem večeru bomo delali zelo posebne iniciacije, zelo posebno duhovno probujanje in zelo posebne obrede. Namen je definitivno dvojni. Pustiti za sabo vse tisto, kar v letu 2021 mogoče ni funkcioniralo, čeprav nas je veliko naučilo, in definitivno iti v leto 2022 drugače. Jaz mislim, oziroma midva misliva, da se bo manifestacija potrebovala graditi na čist nekem drugem nivoju. In midva bi vam rada pokazala, kako. Zakaj sem se predvsem odločila za tako popotovanje? To pomeni, imaš fizična orodja, torej nekaj boste doma delali brez skrbi, toliko prej vam bomo poslali navodila, rabite barvice, rabite škarje in tako dalje, ampak zakaj v bistvu kombinacija nekega manjšega obreda in meditacije? Zaradi tega, ker močno verjameva, da se da te energije, katere bomo delali, potem še dodatno zasidrati preko fizičnih orodij, ker smo fizična bitja in ker bi potem rada, da med enim in drugim večerom v bistvu delate s temi orodji in da ta orodja delajo tudi z vašimi domovi, z vašimi prostori in tako dalje. Skratka, če vas je poklical, in jaz verjamem, da vas je, sem se odločila, da tudi nekako pomagava na način, da vsi tisti, ki boste zbrali vse 4 svete večere, imate res tak en zelo velik količinski popust na vse 4 meditacije in to je nekaj, kar bo v decembru za vas čudovito. Če pa ne morete sodelovati v živo, vam bo pa za vsak večer, torej 7 dni med enim pa drugim večerom na voljo tudi posnetek, tako da se lahko kadarkoli ujamete. Tako da mi se zelo veseliva, se. Sveti večeri se začnejo pa 6. decembra, na prvo dobrotnikov dan, na Miklavža. Kaj boš kupil? Sveti večeri, veš. In traja vse do Božiča. Vse do Božiča bomo šli čez izjemno transformativno, meditacijsko, izjemno izkušnjo, kakršne nismo še nikoli imeli. Tako da ta december bo fantastičen. Ta december bo fantastičen in poglej si vse te 4 svete večere, ugotovi, kakšne tematike nosijo na potovanje duse.si. V vsakem primeru pa ti želiva, da se ti to leto zaključi na najbolj miren način in da bo 2022 res drugačno. Mi bomo še naprej z vami, za vas, za te, ki vas imamo radi. Lepo se imejte in čau. Čau.